Ja, 19 minut. Kakšno minutko prejšel. Rečeš, bom jutri za jutri dojeval, se tako bi... Lepo pozdravljeni, pravkar se je zaključila primopredaja poslov med ministrom gospodom Dejanom Židanom in novo imenovano ministrico za obrambo gospod Andrejo Katič. Ob tej priložnosti bo eno krajšo izjavo najprej dal gospod minister Židan. Izvolite, gospod minister. Ja, hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav. Z gospod ministrico Andrejo Katič smo opravila primopredajo. Moram reči, da v tem kratkem času, ko sem bil vršilec dolžnosti tudi obrambnega ministra, sem spoznal dodatno, kako zelo pomembno je sistem, ki ga imamo v tej državi, ki zagotavlja vojaško silo in tudi civilno zaščito za državo pomemben. Se zagotavlja usluge državljanom v mirnem času in zagotavlja varnost tudi v časih, ki so lahko bolj turbulentne. Spoznal sem tudi sodelavce, moram reči, da na obrambnem ministrstvu imamo visoko profesionalizirano strukturo, imamo sodelavke in sodelavce, ki se zavedajo, kako pomembno delo opravljajo, in sem vesel, da od danes naprej imajo obrambno ministrico, ki verjamem, da bo naredila vse, kar je potrebno, da bodo ti ljudje imeli občutek, da nekdo razmišlja o sistemu zaščite, varnosti in oboroženih sil in ki se zaveda, kako pomembno nalogo ti ljudje v korist države tudi opravljajo. Gospe ministrici želim seveda mirno obdobje, želim pa ji tudi, da bo na vladi uslišana, ko se bo borila za resurse, ki sistem potrebuje, da bo lahko optimalno deloval. Hvala. Lepo, gospod minister. Za izjavo prosim še gospod ministrico. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Sedaj sva v hitri primopredaji z ministrom Židanom, ki se mu v tej priliki zahvaljujem za opravljeno delo, pregledala najperečejša vprašanja. Ugotovila sem, tako kot sem že pričakovala, da ima ministrstvo, tako tudi Slovenska vojska v sistem zaščite in reševanja sposobne in kompetentne sodelavce, da je tukaj veliko problemov, ki jih bom videla kot izzive in katere bomo skupaj reševali. Sedaj je kar nekaj odprtih vprašanj se že pojavilo v javnosti. Danes sem že povedala, da najzahtevnejše delo, ki nas čaka, je zagotovo že priprava proračuna za prihodnje leto. Najprej bom seveda pogledala, v kakšnem finančnem stanju je ministrstvo, kaj je že realizirano, kaj nas še čaka, katere dokumente moramo pripraviti in kot sem napovedala, ena izmed osprednjih nalog je seveda sprememba zakona o obrambi, priprava srednjeročnega obrambnega programa ter seveda tudi strateških dokumentov na področju zaščite in reševanja. Tako da mislim, da je dela precej, lotila se ga bom z vso svojo vnemo, seveda s sodelovanjem vseh kompetentnih sodelavk in sodelavcev in pri tem iskala čim širšo politično podporo, pa tudi širšo družbeno podporo. Menim, da je prav, da da slovenska javnost vso priznanje tako pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, kot tudi sil zaščite in reševanja za njihovo zelo dobro delo, požrtvovalno delo, predvsem pa tudi njihovo neprecenljivo vrednost, ki jo dajejo za varnost Slovenije. In prizadevala si bom, da bomo z svojimi dejanji v bistvu še bolj vse to približali državljankam in državljanom. Hvala. Hvala lepa, ministroma. Mogoče še kakšno vprašanje? Izvolite. Sabina Zonta, SDA, gospa ministrica, imate morda bolj gospoda Rednaka, še kakšne druge kadrovske spremembe v mislih? Zaenkrat drugih kadrovskih sprememb ne načrtujem. Najprej bi se rada seveda še podrobneje seznanila z delom vseh sodelavk in sodelavcev, potem bomo pa videli. Še kakšno vprašanje? Če ne, sem najlepše zahvaljujem. Hvala lepa. Minister. Vse dobro. Hvala.
sreče. Da mislim, da gremo vsak na svojo.